Spoštovani, lep dober večer. Pozdravljam vas v dvorani Kulturnega centra Litija. Danes ne bo gledališke predstave, ne bo petja in plesa, bomo pa plesali in morda malo tudi vezali besede, in sicer prav na temo te dvorane Kulturnega centra. Leto 1925 je bilo, ko se je predilnica Litija odločila postaviti to dvorano, tukaj iz takrat nastajajočega tudi bivalnega naselja, zato da bi svojim zaposlenim omogočila tudi zabavo in pa druženje takrat, ko se je lahko delo nekoliko odložilo. Ja, in minilo je 100 let in seveda zob časa vedno nekaj doda in zahteva, da se kaj vlaga in dela. Dvorana danes je, kakršna je lepa, seveda pa in narava tudi ni preveč, bomo rekli, jo čuvala, kar nekaj poplav je bilo, no najhujša pa leta 2023, ko je bilo skoraj da že tako daleč, da smo mislili, da bo dvorana takrat ugasnila, pa ni, zato ker živi. Ker živijo njeni zidovi, ker živijo ljudje, ki tu delajo, ki se trudijo za to, da bi ostala in obstala kulturni hram. Zaposleni v Kulturnem centru Litija poleg izvajanja rednega programa, kot so gledališki abonmaji, otroške matineje, pa pogovorni večeri, razstave, kino, določeni festivali, zagotavljajo tudi izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje za osnovne in srednje šole. Preko 2500 obiskov otrok v posameznem šolskem letu naštejejo. Nudijo tehnično in organizacijsko podporo številnim društvom ter drugim organizatorjem pri organizaciji njihovih dogodkov. Objekt nudi tudi prostore za vaje ter srečevanje številnim društvom, kot je Društvo upokojencev Litija, Medobčinsko društvo invalidov Litija Šmartno, pa glasbene skupine, gledališko društvo, za teater in še bi lahko naštevali. No, v trenutnih razmerah pa je izvajanje vseh teh nalog močno omejeno zaradi varnostnih in zdravstvenih tveganj. Stanje stropa nad odrom, neprimernost odrskih zaves, vlaga v prostorih in podobne stvari. No in prav zaradi tega že dlje časa ne izpolnjuje več pogojev za gostovanje zahtevnejših produkcij, kar tudi predstavlja kar velik manko v kulturni podobi mesta. No, po zadnjem tehničnem pregledu z vidika varnosti pri delu so bile ugotovljene številne nepravilnosti ter varnostna tveganja ter sprejet sklep o zaprtju večjega dela odra. Ampak kot sem rekel, to ni konec, to je začetek nečesa novega, kajti prepričan sem, da bo dvorana živela še naprej in bo nudila gostoljubje kulturnim dogodkom. No, o tem in še o čem bomo govorili na današnji okrogli mizi, če jo smem tako poimenovati. Povabili pa smo v goste župana občine Litija, Francija Rokavca, ki ga kar prosim, da se mi pridruži na odru. Danijelo Sitar, vršilko dolžnosti direktorice Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija. Predstavnika podjetja Biro Arhitekti Sim Kamnik d.o.o. Tomaž Stražar in Bor Ivačič. Z nami je tudi Stojan Gorup iz podjetja Gorup Audio, audio proizvodnja, inženiring, servisiranje. Ter Nik Poglajen, direktor podjetja Pino Gradbeni inženiring d.o.o. Spoštovani gostje, dobrodošli, pozdravljeni, hvala, da ste se odzvali temu povabilu in verjamem, da bomo lahko danes slišali marsikaj zanimivega, kaj se bo to dogajalo in z nekim dobrim, optimističnim vzdušjem tudi zaključili tale večer. Pa bi morda vseeno dal najprej besedo vršilki dolžnosti direktorice Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija, gospe Danijeli Sitar, da nam pove, kako je delati sedaj tukaj? Lep pozdrav najprej vsem občanom, občankam, spoštovani gostje, spoštovan gospod župan, spoštovani projektanti in vsa zainteresirana javnost. Dobrodošli tukaj v naši dvorani Kulturnega centra, tu na stavbah. Zelo sem vesela, da ste se udeležili v takem številu. Skupaj kažemo, da za to dvorano velja en velik interes, saj je konec koncev duša kulture v Litiji.
ne omogoča zgolj izvajanja kulturnega programa našega zavoda, ampak tudi širšega družbenega dogajanja, kulturnega delovanja društev, posameznikov in tako naprej. Vse to kaže na eno tako nujo po obnovi te dvorane in zato sem izredno vesela, da smo danes tukaj, da je občina kot lastnica te dvorane, kot investitor pristopila k prenovi in se vsem vam še enkrat zahvaljujem. Kako je delati tukaj v tej dvorani? VD sem en mesec, tako da prvi vtisi so odlični. Hvala lepa. No, optimistično smo tudi začeli. Gremo sedaj k tistemu največjemu problemu, največji težavi ta trenutek, da dvorana ne more biti funkcionalna. Nik Poglajen, z vašo ekipo ste bili prvi strokovnjak, ki je nekako po varnostnem pregledu lani oktobra preveril stanje stropa nad odrom in za ta del prevzemnik del, ki se tiče tudi statike. Nam lahko opišete trenutno stanje, v čem je največja težava? Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj, tudi z moje strani. Sem Nik Poglajen iz podjetja Pino d.o.o. in sodelujemo tukaj, kot je že Gorazd rekel, kot projektanti same nosilne konstrukcije direktno nad odrom. No, če gremo na prvi diapozitiv k samim slikam. Prvič je bilo, smo si ogledali samo pod konstrukcijo lesenega, jekleno-lesenega mostu, jeklenih vešalk in potem tudi vidimo na tretji sliki neki manjši dotrajanost samega opaža. Potem v naslednjem diapozitivu bomo videli, smo si ogledali potem tudi samo leseno konstrukcijo v samem podstrešju. Na desni sliki tri te glavne lesene nosilce, ko so medsebojno tudi povezani. Naredili smo tri sondažne oglede in smo potem ugotovili pri enemu izmed teh trapeznih vešal, to je ta vešalo čisto na tej strani, če lahko kar naprej, prosim. To je leva slika, vidimo malo dotrajanost teh spodnjih nosilcev. In kot zanimivost povem, da je nad tem stropom tudi še zmeraj leš, nad lešom je pa potem toplotna izolacija, steklena pa kamena volna. In kot zadnji potem diapozitiv vidimo potem tudi še same opirače, tudi nekoliko dotrajana in potem še en izmed približanih detajlov same sestave konstrukcije. In od tukaj naprej smo potem kot projektanti štartali z samo idejo in izbiro materialov za nadaljnjo projektiranje. To bom pa potem v nadaljevanju predstavil. Zdaj pa predajam besedo nazaj Gorazdu. Hvala lepa. Torej, tako smo sedaj slišali, kje je največja težava za to, da tale oder ni funkcionalen v tem trenutku. No, idejno zasnovo za celotno prenovo pa je pripravilo podjetje Biro Arhitekti Sin Kamnik, z nami sta Bor Ivačič in Tomaž Stražar. Kulturni objekti, koliko ste jih se že lotili, koliko ste jih že morda projektirali v tem času, odkar delate? Lep dober večer tudi z najine strani. Sva iz arhitekturnega biroja Biro Arhitekti iz Domžal. Ravno v lanskem letu se je slavnostno odprtje bilo kulturnega centra v Škocjanu. To je bil v bistvu zelo zahteven objekt, ker je bil celotno vkopan v hribino. Na strehi je bil park, ki je bil povezan z zgornjim šolskim igriščem. V samem objektu je pa osrednji prostor, tako kot pri vas dvorana, kulturna dvorana, mislim, da je 270 sedežev, se pravi nekaj podobnega, kot bo tukaj. Poleg večje, te velike dvorane je tudi hol, ki je namenjen predstavitvam, raznim razstavam. Poleg hola je kavarna. V nadstropju imamo pa knjižnico ter manjšo dvorano z 50 do 70 sedežem, tako da v bistvu imamo dokaj sveže znanje, pridobljeno znanje iz takih podobnih objektov. Morda vprašanje, je lažje narediti iz nič ali
nadgraditi nekaj, kar že stoji? Bom iskreno povedal, lažje je narediti novogradnjo, ne? Ker pri vsakem starem objektu, poleg tega, da je veliko omejitev, je velikokrat tudi pri sami gradnji kakšno presenečenje, ki ga ne moremo predvideti v tem momentu in je treba pač določene detajle reševati pri sami izvedbi. Kakšne pa so sicer posebnosti pri projektiranju tovrstnih objektov? V bistvu pri sami dvorani je zelo pomembna seveda akustika, ne? Pa dvorane največkrat naj bi bile namenjene različnim dejavnostim, se pravi ne samo koncertom, ampak tudi gledališčem, pevskim zborom, ne? Seveda je pri akustiki treba upoštevati, da gre za koncerte, ki se uporablja ozvočenje, da gre za gledališča, ki so brez ozvočenja, se pravi akustika mora biti prilagojena različnim dejavnostim na odru. Potem gre tukaj za samo razporeditev sedežev. V bistvu je pomembno, da je vsakega kotička dvorane, da se vidi na oder, ne, seveda. Potem gre za vse materijale, se pravi za akustične obloge, za stropove, za samo tehnologijo, osvetlitve. To v tehnologiji bo mogoče gospod Gorup več vedel povedati, ki je strokovnjak na tem področju. Tako da v bistvu je kompleksnost je kar velika. Še tako lep prostor, še tako modern, inovativen, brez ljudi ni nič. Koliko ste pri projektiranju upoštevali morda tudi želje ekipe, ki dela v tem kulturnem centru? Prosim. Vsekakor smo tesno sodelovali s vodstvom in zaposlenimi z kulturnega centra in pač se potrudili, da smo v največji meri zadostili ali pa probali uresničiti vse želje. Bili zelo zahtevni. Ja in ne. Ja, v bistvu definitivno smo veliko sodelovali, vedno se probamo prilagoditi nekim danostim, pa nekim željam, pa nekim specifikam vsakega objekta posebej. Kakšne so morda kakšne od specifik tukaj, recimo, s katerimi se še niste srečali? Ja, v bistvu tukaj je predvsem objekt je bil velikokrat dograjen in v bistvu še drži se drugih objektov, tako da je bil zaplet in funkcionalno reševati stvari in arhitekturno. Malo smo radovedni, ne? Radovedno je tudi občinstvo, verjetno kaj lahko pričakujemo, nas lahko na kratko popeljete skozi idejno zasnovo. Ja, seveda, ja. Zdaj idejna zasnova, za razliko od projekta, ki je zdaj v teku, ki obsega prenovo dvorane, odra in v bistvu funkcionalnih prostorov na vzhodni strani, pa vzpostavitve novega podesta, pa dvižne ploščadi, je idejna zasnova zajemala prenovo celotnega objekta. Zdaj recimo, če začnemo pri dvorani, je predvidena, se pravi, prenova oziroma sama nova konstrukcija odra, nov oder. Potem je predvidena nova stopničasta tribuna s približno 260 sedeži. To pomeni, da je vsaka vrsta sedežev je višja kot prejšnja, kar nam nudi veliko boljši pogled na oder, hkrati pa dobimo prostor pod to tribuno, ki bo namenjen skladiščenju. Posledično je predvideno rušenje obstoječega balkona. Potem imamo predvideno vso novo tehnologijo odra in dvorane, nove stropove, ki v bistvu imajo funkcijo akustičnega stropa, hkrati pa skrivajo vso tehnologijo plus dostope do te tehnologije v obliki mostov.
Potem imamo predvideno sanacijo kletnih prostorov, predvsem pač zaradi poplav, ki so bile. Prenovo vhodnega pritličnega dela, ki v bistvu predvideva delno rušenje spredaj manjših sanitarij ob stopnišču, da v bistvu dobimo lahko nov reprezentančnejši vhod, ki bo bolj centralno postavljen in bolj povezan s parkom in dostopom do objekta. Zdaj mogoče, če bi lahko šli do tlorisa pritličja, bomo lažje si predstavljali. Ja. Se pravi, nov vhod je predviden centralno na to vhodno avlo. Vhodna avla se tudi delno razširi in je predvidena kompletno zastekljena, kar nam omogoča novo komunikacijo s parkom oziroma novo vstopno ploščadjo, ki je predvidena pred vhodom. Dobimo tudi prostor za bar, ki je nekako zaenkrat ideja, da bi bil v konstantni uporabi. In pa pač blagajno in garderobni del. Zdaj ta vhodni hol je tudi mišljen večnamenski za potrebe tudi razstav, omenjenega bara in pa pač drugih priložnosti. Se pravi, v kontekstu dvorane smo tudi mogli paziti na vse funkcionalne povezave, se pravi s tehničnimi funkcionalnimi prostori, dostop do odra za invalide, vse skupaj treba prilagoditi tudi požarnemu elaboratu in pa projektu strojnih inštalacij, ki je tudi vključen v bistvu že zdaj za ta del. Potem smo imeli gor v nadstropju prenovo sanitarij in pa vzpostavitev novih garderob za nastopajoče in še v enem nadstropju višje vzpostavitev novih pisarniških prostorov in arhiva. Zdaj, kar je bil v bistvu tudi kar nekak izziv, je bila predvsem ureditev novih fasad, ker smo mogli biti realni, kar se tiče investicije in same izvedbe. Imamo pa pač to zatečeno stanje večkrat prizidanih delov objekta in različnih stavbnih teles s popolnoma različnimi gabariti, horizontalnimi in vertikalnimi, plus da oblika teh nazadnje prizidanih delov objekta nekako ne sovpada s temi starejšimi objekti v smislu osnovnega objekta dvorane z odrom in pa tudi obeh stanovanjskih objektov, smo v bistvu pristopili potem tako, če bi mogoče en render lahko kazali ta zunanjosti, tiskaj bolj od daleč, ki je bolj celoten objekt. Se pravi, zgoraj smo ta del, ki bi ga bilo skoraj nemogoče v bistvu urediti, razen če bi vse skupaj podrli, smo zakrili z eno opno. Ta opna je predvidena iz aluminijastih profilov, zaradi vzdrževanja, pač ker ne bo rjavela, ki zakrijejo ali pa rečemo delno zakrijejo v bistvu to obstoječo grajeno strukturo za njimi, hkrati pa prepuščajo svetlobo, tako da v bistvu ne vplivamo na funkcijo obstoječih prostorov. Ta opna nam po drugi strani tudi predstavlja nek nevtralen volumen, ki dodatno poudari ta zastekljeni pritlični del in ki v bistvu po eni strani poudarja ta vhod v naš objekt kulturnega centra, po drugi strani pa tudi navzven kaže samo funkcijo. Dodatno smo poskusili ta vhod poudariti še s to ploščadjo zunanjo pred vhodom, ki se nadaljuje v stopnice in podest pri vhodu. Ta ploščad v bistvu je nekako zajema tudi
klopi oziroma neke sedalne površine, ki kličejo po tudi zunanjem druženju, hkrati pa tudi po zunanji funkciji teh prostorov, v smislu neke ploščadi za omenjen bar, ki bi deloval v kontekstu kulturnega centra. Poleg te ploščadi pa še desno, se pravi ob fasadi dvorane, kot preslikava notranjega odra navzven, predvidena vzpostavitev oziroma izvedba zunanjega odra za prireditve na prostem. Ta oder je pa postavljen hkrati tudi v samo os tega glavnega drevoreda parka, tako da s tem relativno minimalnim posegom v zunanjost povežemo park in kulturni center enega z drugim. To bi tudi mene zanimalo naslednje vprašanje, na katerega ste sicer že delno odgovorili, prav to, kakšen izziv vam je bila umeščenost tega objekta, ne, tule v stanovanjsko naselje s tem osrednjim parkom. Ja, v bistvu dejansko tako, kot sem rekel, ja, ker v bistvu je ta glavna os parka se nekako konča v tej slepi fasadi dvorane in odra. Ampak s tem zunanjim odrom in s to novo ploščadjo, v bistvu pa z odpiranjem fasade vhodne avle nekako damo težo, ali pa recimo smo probali vzpostaviti ravnotežje s temi obstoječimi močnimi osmi samega parka. Dobro, hvala lepa za enkrat, tole je bilo dokaj izčrpno, no, moram povedati, da bomo tudi vas vključili, tako da boste lahko postavili tudi še kakšna dodatna vprašanja oziroma na temo, ki vas zanima, potem, ko nekako predstavimo celotno delo. Stojan Gorup iz podjetja Gorup Audio je tudi z nami. Gospod Gorup, na vas pa tudi kar zahtevno delo, a ne, tehnologija in podobne zadeve, danes smo navajeni vse na gumbe in podobne zgodbe, ampak vseeno prosim morda za nekaj besed o vašem podjetju in s čim se ukvarjate. Ja, hvala. Kot prvo se opravičujem, nisem navajen nastopati, jaz sem tehničen človek, ali sem ponavadi tam od zadaj ali tam od zadaj. Bom pa poskusil vseeno razložiti neke stvari. Bavim se s tem približno že 20 let. Učil sem se na recimo napakah tam, kjer sem prej delal 10 let v novem objektu Kulturni center v Sežani, ki je bil nedokončan in kup problemov, za katerih takrat nismo vedeli. Jaz sem se pol začel zanimati za te stvari, zbiral literaturo in sem rekel, hudiča se da narediti tudi kaj bolje, ne. Tako da zdaj sem nekje med prvi večji objekti, ko smo delali, je bilo tam 2002, to je bila televizija Zagreb, 2 velika studija, potem obnova gledališča Maribor 2003 in pol tako je pač šlo naprej. Zadnje je bilo tudi, ne vem, v Škociji na Dolenjskem novogradnja z arhitekti, jih moram pohvaliti, imajo razumevanje, zato ker niso vsi arhitekti, bi rekel, toliko gledajo pač na neko svojo formo in jih ne brigajo funkcije. Zdaj, tukaj smo mi kot za tehnologijo. Zdaj, kaj ta tehnologija je? Tehnologija je nekaj, kar v bistvu nam predstavi to, kar nekdo želi na odru predstaviti, kakršnakoli prireditev, da jo pač ljudje čim bolj doživijo in vidijo. Tehnologija naj bi bila skrita, ljudje gledajo to, kar ta tehnologija prinaša. Zdaj, če bom na kratko poskusil nekje začeti s to tehnologijo, eno je, da pač nekje morajo biti določene konstrukcije, recimo za luči, za ozvočenje, za zavese, v tem konkretnem primeru recimo jih ni, pač tukaj so tele luči, fantje se morajo pač ubadati z lojtro za priti gor, kar je in nevarno in zamudno. Predviden je tukaj v dvorani prvi dvoranski most, skrit v stropu in dostop na ta most, tako da tisti, ki s tem upravlja tako v dvorani kot na odru, to lahko naredi hitro in varno. Ker tam, kjer sem jaz zaključil kariero v Sežani v kulturnem centru, sta se za mano, ko sem šel stran, 2 težka invalida sta ostala, ker sta padla z 8 metrov. To je pač to, da ta tehnologija mora omogočati, da tisti, ki to upravljajo, delajo hitro, učinkovito in na koncu, da je nek lep rezultat za vas publiko.
Zdaj, kot sem omenil, tukaj je predviden dvoranski most, skrit v strop. Akustika bo pač taka, ker, kakor so že gospodje omenili, da akustika je za tak objekt je dosti bolj zahtevna, kot bi nekdo mislil. Zakaj? Zato, ker recimo za kino so zahteve čist nasprotne, kot so recimo za pevske zbore. Pomeni, iskali bomo neke kompromise in tehnične rešitve, ki bojo to pomagale rešiti. To velja predvsem za ozvočenje. Potem na odru so predvideni novi kovinski mostovi, predvidena so nova odrska dvigala, to vse potem nosi zavese, inštalacije, luči in delno tudi ozvočenje in predvideni so tudi dostopi za v bistvu varen dostop in prenašanje opreme, da ni riskantno, da se bo nekomu karkoli zgodilo. To bi bilo, kar se tiče teh osnovnih konstrukcij. Mogoče, gospod Gorup, če vas smem zmotiti, sem malo zastrigal z ušesi, ko ste omenjali kino. V Litiji bi si ga želeli, zaradi sodobnih tehnologij ga že dolgo nimamo, saj na tem nivoju. Kaj se tukaj predvideva morda? Ja, zdaj, kot bi rekel, zadnja želja pri projektiranju oziroma zahteva je bila, da se pač upošteva tudi ta DCP kino. Zato, ker zdaj eno je predvajanje nekih posnetkov, ki se jih pač dobi na DVD-jih preko nekega projektorja, boljšega ali slabšega. Drugo je DCP kino, to pomeni tisti filmi, ki so licencirani in se jih dobi v bistvu preko pač te distribucijske mreže kino. Pomeni, mora biti posebna mašina za to, mora biti poseben sistem ozvočanja za to, to je ta Dolby sistem. Ampak to se pač izvede v okviru ozvočenja dvorane, se to že prej predvidi in izvede se recimo preklop, da kadar se pač uporablja kino, se to ozvočenje uporablja za tisto, kar pač ta kino sistem predvideva, da direktno pač prihaja ta signal iz tega serverja in potem ta sistem deluje. Je pa to drugače od splošnega ozvočenja dvorane, to so pač dodatki, naredi se pač nek avtomatski preklop, da kadar je kino, ne rabi ljudje ne vem kaj se s tem angažirati, ampak se reče, danes je kino, nekje vklop in stikalo kino in to funkcionira. Tako luči v dvorani, zatemnitev avtomatska, ker to pač prihaja iz komanda iz tega serverja, kot tudi recimo pač za kino se uporablja recimo kino center zvočnik, ki ga ponovadi nimamo, uporablja se nizkotonski zvočnik posebej, ki se lahko uporablja isti kot za splošno ozvočenje, pa platno, ki bo tukaj itak mora biti prilagojeno tudi za kinoprojekcijo. So pač določene zahteve, ki jih je treba upoštevati. Kar se tiče akustike za kino, je pa glih bi rekel drugi konc palce, kot če bi to bilo recimo pevski zbori, ki pač želijo neko odmevanje, neki, da se čujejo. Kino pa so pa zahteve, da je dvorana praktično tiha, mrtva, neodbojna, zato ker vse, kar prihaja v bistvu z kina, je tisto, kar prihaja nam iz teh serverjev, iz posnetkov. Tako da pač je tudi akustika take dvorane je kompromis, treba je na to paziti, da pol na koncu kdo ne bo razočaran, kolikor se da pač paziti. Zdaj, ne vem. Če se vrneva še na koncerte, gledališča, kakšne izboljšave vse lahko pričakujemo? Ja, zdaj recimo naslednja stvar bi bile, ne vem, luči. Zdaj vsak si misli, evo vidi luči, tam so, ne. Najnovejše, kar je z lučmi, oziroma niti ni najnovejše, že mogoče 10 let se uporablja luči na LED diode. Zdaj, kaj to pomeni? Pomeni, kot prvo, poraba elektrike je nekje cirka 1/4, 1/5 prejšnje porabe elektrike, ni ogrevanja, ker take luči, če stalno gorijo, recimo se dvorana tudi zaradi teh luči segreje, te LED diode so to v bistveno manjši meri. LED diode omogočajo barve, recimo brez potrebe, da se pač na te luči neke filtre gor postavlja, kot se je to včasih počelo, tako da to je nek zelo velik napredek. Zdaj, kar se tiče sistema luči, mi bi uporabili recimo tukaj pač za ta oder neka bela osnova, rečemo mi, to je pomeni neka kvalitetna bela luč, ki se bo uporabljala lahko za godbe, pevske zbore in razne druge prireditve. Ta luč se praviloma ne tika, pokriva se po sektorjih in z kabine se pač s tem pultom to, tisti, ki to uporablja, pač ve in uporabi po potrebi. Če bo župan govoril na levi, bo svetlo na levi, če bo na desni, bo svetlo na desni. Potem se uporablja to belo osnovo tudi od zadaj na odru, potem zraven tega se lahko naredi še barvna osnova za potrebe, recimo to je spet neka luč za tiste primere, ko ni časa, da bi se ne vem kako močno pripravili kvalitetno. Recimo osnovna šola bo prišla
ob 8 zjutraj in bi imeli mi predstavo ob 9, pomeni ne bo časa, ne vem kaj za njih organizirati in je to v bistvu že predpripravljeno, pomeni tehnik bo to uporabil. Naslednja stvar, ki se reče temu, je recimo neka gledališka luč. Zdaj gledališniki reče, aha, tam je miza, to je en punkt, tam so vrata, drugi punkt, tam je slika na zidu, je tretji punkt, ne vem, karkoli je. To so luči, ki jih pač tehniki po potrebi, zdaj ali so to vaši ali so gostujoči, usmerjajo za potrebo gledališča. Seveda to luč se kombinira lahko tudi z belo osnovo in barvno osnovo. Potem je pa pol recimo neka dodatna koncertna luč, da bi kakšni rekli inteligentna razsvetljava, neko vse inteligentno. To so motorizirane luči, ki se jih recimo uporablja, naredijo pač dodatne efekte, snopi svetlobe, ne vem, barve, ozadja, lahko tudi stav, recimo. Ponovadi s to lučjo rata problem na koncu, ne. Ker je že vse ostalo, ali bo ali ne bo, ne. Ampak recimo ta luč, če se recimo pravilno uporabi in dodaja, jo lahko tudi tehniki uporabljajo zraven tistega, kar sem že prej omenil, recimo namesto, da bi nekdo šel gor na strop, pod strop lezeti in osvetljevati tukaj govornika, bo pač eno to motorizirano luč usmeril in bo rekel prvih 10 minut prireditve je ta luč za to, drugih 10 minut bo svetla na mizo in kasneje bo pač svetla za nekaj drugega, ne. Super, se pravi, tehnologija res današnja in iz pravega, morda še malo naprej, ne, lahko gledava že kaj sodobnega. Gospod Gorup, verjetno bo še nekaj vprašanj potem tudi našega občinstva, tako da zaenkrat morda, razen če imate še kaj za dodati v tem trenutku, če ne bi v nadaljevanju, morda še kaj povedali. Bo kar reči ste. No, hvala lepa zaenkrat, ja, verjamem. Detajlov je veliko. Gospod Nik Poglajen, vračam se k vam in seveda k temu izzivu, pred katerim ste. Kako sedaj zagotoviti? Slišali smo, kaj vse bo na stropu. Kakšno je zdaj vaše delo? Mi smo imeli, ja, tako kot sem že prej rekel, nalogo pač pregleda same nosilne lesene konstrukcije, to smo naredili. V glavnem potem smo se lotili pač izrisa, pač seveda, tako kot ponavadi obstoječega stanja. Za zanimivost lahko povem, so 4 vzporedna trapezna vešala, ki premoščajo tale razpon okoli 11 metrov pa pol. Tukaj gor lahko vidimo, da na kratko malo povzamem, je klasična dvokapenca, ena slemenska lega, 2 vmesne pa potem 1 kapna. Potem v nadaljevanju, da malo skrajšamo, je tudi novo stanje predvideno palični nosilec. Zakaj palični? Zato, ker ima seveda, smo se odločili za jeklo, majhna lastna teža in potem tudi dobra izkoriščenost. Tako da to je bila potem najbolj taka odločilna metoda, da smo se za to odločili. Pol, če gremo še malo naprej, samo trapezno, palični nosilci nosijo potem tudi samo podkonstrukcijo, na katero so potem obešeni tudi mostovi, nosijo potem tudi same luči, tako kot je že gospod povedal, zavese in potem tudi kakšne za dodatne vleke. Sama paličja, sem rekel, ja, 11 metrov, so 4 vzporedno postavljeni ti nosilci in na njih smo potem predvideli tudi trapezno pločevino, po trapeznimi pločevino pa je potem sekundarni jekleni nosilci. Zakaj smo se odločili za celotno jekleno konstrukcijo? Čisto iz preprostega razloga, zato da je potem en izvajalec in hkrati potem tudi še večja nosilnost, ker vemo, da bodo potem tele obremenitve samih mostov pa luči kar za dost velike. Če gremo zdaj v PDF-ju na zadnjo stran, da se boste lažje predstavljali, kako bi izgledala ta jeklena konstrukcija v 3D pogledu. Vidimo leva zgornja slika, tako kot sem že vse povedal, no. Tako da
to je bil tak izziv bolj tudi premoščanja tako velike razpetine. Hvala lepa. Ja, gospod župan, ko je potrebno kaj takega, potrkajo na vaša vrata, ne? In pa na vrata vaše ekipe. Seveda tukaj je potrebno zagotoviti tudi neka sredstva. Ste morda z ekipo že pogledali, kako bi lahko potekal časovno projekt obnove te dvorane? Ja. Jaz moram reči, da se te obnove dvorane že dolgo časa lotevamo. Mogoče so bile poplave še dodaten vzgib, da je treba pristopiti še hitreje k sami obnovi. Čisto odkrito povedano, se veste, občina ima cel kup projektov, ampak če smo tako odkriti, vemo, da na področju kulture smo pred leti zelo šli ambiciozno k urejanju prostorov, kletnih prostorov sodnije, se pravi mestnim muzejem. Mislim, da smo na ureditev teh prostorov zelo lahko ponosni. Da pa nismo tako intenzivno šli v hitrost obnove te stoletnice kulturne dvorane, ampak kljub vsemu, po poplavah smo vedeli, da je potrebno pristopiti k celoviti obnovi tega objekta. To kultura tudi v Litiji absolutno si zasluži in z tega vidika je bilo seveda nekaj, se pravi, pristopov, ki so bili mogoče začetni v lanskem letu. Najprej, kako se lotevati tega stropa, seveda mogoče po sklopih, da bi te stvari mogoče hitreje razreševali in zagotavljali vsaj eno delno funkcionalnost. Vendar se je kaj hitro spoznali, da dejansko parcialnih rešitev ne bo možno reševati pri tem objektu in da bo treba temeljito rešiti objekt kot celota. In tukaj se moram res zahvaliti vsem projektantom, ki so res z eno takim posluhom pristopili k projektiranju in reševanju rešitev tako v dvorani, še zlasti pa tudi izven, se pravi na zunanjem delu tega kulturnega hrama. Se mi zdi, da je rešitev, ki jo je predvsem ta tudi komponiranje notranjosti in pa zunanjosti, lahko ena lepa simbioza v tem prostoru, ki ima res eno tako tradicijo. In dejansko mislim, da smo zdaj v, se pravi, tistem časovnem okviru, da moramo jasno reči, zdaj pa moramo iti v obnovo, zdaj pa mora tudi kultura dobiti svoje mesto. To bomo zagotovili tudi v že pripravljenem rebalansu občinskega proračuna, ki bo že v tem mesecu na klopeh občinskih svetnikov. In seveda tudi za časovnico, ki smo jo tako s pogodbami določili, že dorekli z vsemi projektantskimi, se pravi, ekipami. Se pravi, ta časovnica je pa približno taka, da do 30.6. letos, se pravi do konec meseca junija, se izdelajo PZI dokumentacija, ki pa bo potem osnova za, se pravi, javno naročilo, izbiro izvajalca in pa samo, se pravi, adaptacijo objekta. Jaz je res želim in bomo poskušali storiti vse, da bi dejansko probali v koncu poletja, že najkasneje koncu poletja, še bolje bi bilo, da to časovnico skrajšamo, da čim bolj zajamemo tudi ta poletni čas, ker mislim, da bo treba najprej narediti vse, da je letos že ta strop, streha v celoti, se pravi, adaptirana in da se potem, se pravi, ves ostali del lahko izvaja v nadaljevanju. Vendar, kot smo že nekaj besed kar namenili tudi z
predstavniki zaposlenih v tem kulturnem centru, je naša skrb zelo v tem, da bi poskušali to investicijo speljati v eni sezoni, da ne bo kultura na nek način odrinjena iz tega prostora več kot eno sezono. Zato je toliko pomembno, da se ta časovnica res jo držimo striktno in da seveda v mestnem času pa mislim, da je že vodstvo kulturnega centra kot zaposleni že pripravljajo rešitve, kako se pravi izvajati vse kulturne ali vsaj večino kulturnih prireditev v mestu ali pa v bližnji okolici in da se pravi ta kulturni utrip, ki je izjemno bogat v Litiji, ne doživi enega prehudega stresa. Dobro, občinski proračun verjetno ni edini vir financiranja, tudi ne more biti. Ste naleteli na posluh tudi države, Ministrstva za kulturo za to vrstne investicije? Ja, gledajte, predvsem za ta del, srednji del, mi računamo, se pravi, res je, da strop ne bo moral biti upravičen strošek, pododar je odar, celotni del dvorane, ki na nek način za to tribunsko izvedbo predstavlja tudi odpornost na še kakšne poplave. Jaz se le pričakujem tudi zdaj mimogrede, ta segment moramo tudi tukaj upoštevati in mislim, da je prav, da ga upoštevamo, ampak si le želim, da bodo tudi drugi ukrepi, ki jih imamo v načrtu na tem delu Litije, se pravi najprej obnovo celotne poškodovane kanalizacije in druge komunalne infrastrukture, ko upam, da bo steklo že v letošnji pomladi, kjer so vse stvari pripravljene, kot seveda tudi ukrepi ob Savi, se pravi določen ureditev dodatnih nabrežin, kot seveda tudi sistem prečrpavanja zaledne vode iz tega območja naselja Litije. Še ena stvar, obiskovalci se na prizorišče radi pripeljajo, parkiranje v Litiji seveda je poseben izziv, ki se ga rešuje recimo pri železniški postaji. Kaj morda načrtujete v tem delu, če? Mislim, da smo, zagotovo vemo, da imamo že eno parkirišče, ki je v zaključni fazi tudi večje označitve, se pravi tukaj pri mladinskem centru, vendar razmišljamo, da je možno dodatna parkirne površine zagotoviti tudi potem dolvodno na desnem bregu Ponoviške ceste, tako da računamo v tej smeri, da bodo ustrezne parkirne površine lahko zagotovljene. Hvala lepa, gospod župan, za te besede, tudi precej optimizma, tako da res veselje bilo slišati. Morda se obrnem spet k projektantoma. Malo bom provokativen, če smem. Vendarle gre za stavbo, ki je stara 100 let, ki jo bomo sedaj prenovili. A bo morda ostal kakšen delček zgodovine? Definitivno. Mi smo predvsem fasade smo reševali na ta način, da so vsi novi posegi nevtralni in da je očiten kontrast med starim in novim, ker na ta način vedno oboje profitira. Kar se tiče pa notranjosti, pa če sem čisto iskren, ne vem, na kaj bi zdaj le pomislil. Nazaj, rekel sem, malo sem bil provokativen. Hvala lepa. Gospa Danijela Siter, sami ste rekli prvi mesec, pa verjetno niste imeli nič časa, vam niso dali 100 dni za to, ker je veliko tega. Slišali smo že župana, ena sezona nekako dvorana ne bo v funkciji. Kako nekako pa vendarle v tem času boste ohranili kulturni utrip prireditve, ki jih ljudje si seveda želijo in tudi težko pričakujejo? Kulturni center za ekipo bo nadaljeval z delom tudi v času prenove. To delo bo seveda prilagojeno
in pa tudi do neke mere pač prilagojeno, ko se bo pač vedelo točne informacije. Definitivno se bomo trudili za bogat program kljub prenovi. Smo že v dogovarjanju z drugimi prostori, ki bojo gostili naše aktivnosti, naše koncerte, predstave. To je na primer glasbena šola, s katero smo že v dogovarjanju, pa tudi z osnovno šolo Litija, ki ima za to primerno to avlo z tribunami. Tam imamo v mislih seveda, ker tudi pa še zelo tačkove matineje in druge predstave za mladino in otroke. Izvajanje programa kulturno-umetnostne vzgoje za šole in vrtce bomo pač prilagodili, izbrali tiste vsebine, ki jih lahko prenesemo v druge prostore ali pa tudi zunanja prizorišča. Prav tako se lahko izvajajo manjše predstave, stand-upi, bodisi je to dvorana glasbene šole, ta sprejme do 100 obiskovalcev, tako da so to primerni prostori. Zdaj, česar se pa ne moremo zavezati v času prenove, je izvedba gledališkega abonmaja. Zdaj, ko se zavežemo abonmaju, to pomeni, da ima vsak gledalec svoj stol, ki je točno določen in pa točno določeno število predstav. Ravno zaradi tega prilagajanja tega pač preprosto ne moremo obljubiti, ampak to ne pomeni, da bi bili gledalci oziroma občani prikrajšani za gledališke vsebine, saj se bomo jih napolnili z predstavami, ki pa bodo mogoče, se pravi v smislu izven posamezne predstave, tako da gledališka dejavnost definitivno ostaja. Pri vseh teh prilagajanjih bo zelo pomembno, da spremljate pač naše kanale, kjer bomo vse to obveščali, tako da pač je tukaj mogoče malo manj to običajno ustaljeno delovanje, ampak neka večja angažiranost vseh nas. Naša približevanja, ki jih delamo skupaj s knjižnico Litija, bojo potekali bodisi v prostorih knjižnice, bodisi v prostorih mestnega muzeja. V toplejših mesecih bomo nekatere dogodke izvajali zunaj, tule v parku pred kulturnim centrom, če bojo razmere dovoljevale, bodisi pred športno dvorano ali na kakšnem drugem primernem prizorišču. Prav tako pride v poštev športna dvorana Litija, za mogoče kakšne malo večje dogodke, tako da to je vse mogoče. Kinoprogram bomo izvajali v omejenem obsegu, na manjšem platnu, kar pa se lahko odvija bodisi v muzeju in pa tudi v mladinskem centru, predvsem z vsebinami za mlade. Se pravi neki mladinski filmi, bodisi tudi otroški. Osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku in ob občinskem prazniku tukaj lahko izvedemo v prostorih glasbene šole, športne dvorane ali pa mogoče v krajevnih skupnostih, to bo vse stvar dogovora, tako da so to vse opcije. Izvedba dogodkov, kot so Litijski karneval, festival Slovo poletja in Čarobna Litija, pa je seveda vse poteka po ustaljenih načrtih, tako da tule pač nismo vezani na sam prostor. Mi tudi vsako leto prijavljamo svoje programe, nekatere svoje programe za sofinanciranje na Ministrstvu za kulturo in tudi tu smo že načrtovali na način, da so programi takšni, ki se jih lahko izvede na zunanjih prizoriščih. Tudi letos bomo po planu izvedli cikel koncertov sodobne glasbe v Rudniku Sitarjevec, ki je res eno tako posebno prizorišče, ter izvedli nekatere posamezne predstave na drugih zunanjih prizoriščih. Tukaj je zelo pomembno omeniti tudi pomoč društvom. Kot sem že v začetku omenila, ta dvorana nudi prostor marsikomu, tako da tule bo potrebno neko prilagajanje tudi strani društev. Mi bomo pomagali organizacijsko, kolikor bo to seveda v naši moči, in pa mislim, da bo tule pristopila na pomoč tudi bodisi občina, bodisi JSKD in tako naprej. Tako da tole mislim, da v sodelovanju bo marsikaj mogoče.
Tule bi prosila še za prošnjo za razumevanje, seveda raznih zavodov, glasbene šole, osnovnih šol in klubov, ki tudi najdejo prostor tule v našem kulturnem centru, ampak mislim, da to ne bo problem. Razumevanje namreč. Zdaj, ko so v bistvu zaposleni hodili na oglede po drugih kulturnih centrih, ki so se prenavljali, kakšni so bili tam izkušnje in tako naprej, so mi poročali, da izkušnje govorijo v tem smeri, da so se te prenove pravzaprav odprle neke nove opcije sodelovanja, ki prej niso bile sploh v planu ali pa pač niso bile na voljo, kakorkoli že. In včasih, ko pač gremo ven iz ustaljenih tirnic, se pravzaprav odprejo neke nove možnosti. In tudi, kar se tiče potrpežljivosti, ko se dela, ko se gradi, mislim, da vemo, da moramo biti vsi potrpežljivi, kajti nas čaka nekaj boljšega. Hvala lepa, Daniela. Morda samo še eno vprašanje, tudi ni bilo predvideno, tako da vas malo presenetim. Nova dvorana, nova tehnologija. Vem, da niste vedeževalka, da nimate steklene krogle, ampak tudi tu lahko potem pričakujemo verjetno marsikaj. Tudi to bo neki izziv za ekipo kulturnega centra. Napolniti dvorano s programom, izkoristiti vse, kar bo dvorana na novo nudila? Zato ne rabim vedeževalske krogle. Sem prepričana, da bo kulturni program bogat in sem prepričana, da to hodi z roko v roki. Tehnična opremljenost dvoran je seveda predpogoj za bogatstvo vsebine. Že zdaj pač prihaja do izzivov, ko pač določene predstave ne želijo nastopati tule, določene vsebin ne moremo pripeljati sem. Tako da to je pravzaprav gre absolutno vzporedno in bo kulturni program zagotovo še bogatejši. Hvala lepa. Hvala lepa pravzaprav vsem gostom današnje okrogle mize, zdaj pa ste na vrsti vi, drage obiskovalke, obiskovalci. Hvala lepa. Kar nekaj informacij je bilo danih, verjamem pa, da tudi od vas še kakšno vprašanje, da morda česa pa še nismo povedali, tako da kar izvolite. Ni vprašanj? Aha. Zdaj se pripravlja obnova dvorane, pa me zanima, če ne bi bilo boljše prej iti v obnovo, če ne bi bilo prej boljše iti v obnovo kanalizacije pa teh pregrad za poplave. Ker lahko se zgodi, da bo poplava še preden bo, mislim, lahko bo dvorana narejena, poplava pa še zmeraj možna in bo možen vdor vode. Samo tako. Saj to sem povedal, da mi smo pred tem, da se sklene pogodba, sicer, glejte, procedure tečejo, sicer mi bi rajši videli, da bi hitreje stekle procedure, kar se tiče umeščanja posameznega projekta v državni NRP, ampak jaz upam, da, glejte, stvari so vse tukaj pripravljene, tudi izbran že izvajalec, usklajen dogovor za državno tehnično pisarno. Tako da jaz mislim, da bomo letos spomladi, tako kot sem povedal, začeli z, se pravi, tako z projektom kanalizacije, kot seveda z, se pravi, projektom ureditve prečrpavanja potem zalednih voda. Tako da vzporedno se bo tudi izvajal dodatni nasip ob reki Savi, tako da ta projekt bo stekel zagotovo prej kot že izvedba sanacije in adaptacije kulturne dvorane. Hvala lepa. Gospa Vida, mislim, da je imela eno vprašanje. Samo mikrofon, da. Jaz bi se sicer navezala na to, kar je gospod pred mano vprašal, da verjetno je treba najprej kanalizacijo urediti, ampak kljub vsemu me zanima, kako ste vi naredili te v vašem načrtu zaščito proti poplavam, ker objekt je na istem mestu, ne morete ga dvigati, ne za en meter. Kakšne ukrepe boste izvedli za to, da bo čim bolj varno?
Hvala za vprašanje. Ja, tako kot ste omenili, v bistvu se tle ne da to pogledno nič narediti, nažalost. Tako da edini ukrepi so te, da se bo zazidalo okni v kletne prostore in da se bo hidroizolacija ustrezno izvedla. Višinsko pa žal ne moremo tukaj čist nič narediti, bila edina varianta rušenje pa novogradnja. Sem bolj radoveden človek. Hvala, ja, verjamem, da se ne da, to se pravi, je stvar občine, da uredi vso zaščito ob reki Savi, da uredi kanalizacijo s protipoplavnimi loputami pa zalednimi vodami, da se potem, da bo objekt čim bolj varen. Verjetno tudi države. Saj brez države tako ne morete tega delati, ne? No, Vemo. sej. Je tle kar nekaj sredstev z tega namenskih. Ampak mogoče ne, v daljni prihodnosti, da smo delali NRP za 2035, ne? DRP, pardon. Ampak v eni bodočnosti bo pa treba misliti tudi na to, kar so rekli, da so naredili v Škocjanu, ne? Krasno dvorano s še lepšo knjižnico. Hvala. Še kakšno vprašanje? Helena Fojkar Zupančič, zborovska dirigentka. Prej smo kar nekaj govorili o akustiki, zavedam se, da je prenova takšne dvorane zelo zahtevna, ker se v njej odvijajo različne kulturne zvrsti. Pa vendar, prej smo govorili o tem, da se obesijo določene stvari, pa je akustika primerna za kino, pa se obesijo določene stvari, pa je akustika primerna za gledališče in tako naprej. Mene pa zanima, glede na to, da del umetnosti funkcionira pa v golem akustičnem prostoru, torej ne potrebuje tehnološke podpore oziroma elektronske podpore. Kakšna je mišljena gola akustika prostora, torej kako bo ta prostor služil zborom, glasbeni šoli, godbi na Pihala in tako naprej, ki je tudi en velik del kulturne ponudbe v Litiji. Torej, ali je predvidena kakšna akustična stena, strop, vemo, da zvok potuje tja, kamor ga usmerimo, pa odvisno na to, na kakšne materiale naleti in tako naprej, ker trenutno vemo, da je ta dvorana za akustično umetnost zelo slaba. Torej, kako nameravate to urejati? Ja, zdaj to je večnamenska dvorana. In v takem primeru bo akustika v vsakem primeru kompromis med to željo, pač, ki imate vi, pomeni določeni dolgi odmevni časi in tem, kar je kino, druga skrajnost, pač izredno kratki odmevni časi. Obstaja možnost spremenljive akustike, za samo dvorano govorim, ampak o tem do zdaj nismo v bistvu še imeli nobenih besed, je pa to možno. To pomeni, da so lahko recimo na stenah določeni paneli, ki se obračajo in so absorpcijski za zvok v enem primeru, v primeru, če so obratno odbrjeni, so pač odbojni ali difuzijski, tako da se da na tak način s to akustiko v bistvu jo kontrolirati v nekih mejah, ne bom rekel od 5 sekund do pol sekunde, ampak recimo od mogoče od odmevnega časa 1,2 sekunde do recimo 2 sekunde in pol. Drugače je pa kompromis. Zdaj, kar se tiče pa samega odra, kako se bojo počutili recimo nastopajoči, en tak najbolj, bi rekli, kmečki ukrep je, da se takrat, kadar se pač tak zbor uporablja, da se vse zavese, ves tekstilni material pač umakne in ostanejo gole stene. Zdaj, da se to smiselno naredi, je potreba to upoštevati prej in morajo biti stene pač tako pripravljene, ne da niso prekrite s kakšnimi kabelskimi policami, ne vem še vsem mogočem, ampak da nudijo neko diskretno, bi rekel, estetiko, ki bojo potem omogočile, da se bojo zbori ali ne vem, mogoče nek solist ali nek instrumentalist, orkestrček slišali direktno, brez uporabe dodatne elektronike. Toliko jaz to zdaj v tem trenutku vidim. Ja, to so, tam so glave in mi naredimo, kar rečejo. Hvala. Dobro vprašanje pa za dodatno nalogo. Jaz imam vprašanje iz gledališkega aspekta mogoče.
Me zanima, če je v planu, če so v planu kakšni gledališki cugi oziroma vleke oziroma konstrukcije, strukture, ki bi omogočale kakršnokoli bodisi obešanje, bodisi kakršnekoli takšne stvari v smislu gledališča. Zanima me tudi, na kakšen način v bistvu je mišljeno zdaj, spet navajeni smo tukaj gledališče in kino, a ne, se pravi, pri nas se platno spustno in smo dobili kino, a bo zdaj v bistvu nekako enaka stvar, kako bo s tem platnom, kje bo pozicioniran, bodo projektorji mogoče tudi zadnje strani projicirani naprej na platno in kakšni bodo prehodi zadaj za zaveso oziroma za igralce. Zdaj tukaj je predvideno takoj za portalom motorno projekcijsko platno, ki bo služilo za kino, za razna druga video predvajanja in za razne, ne vem, karkoli bi kdo eventualno imel za predvajati. Zdaj, mi smo predvideli od zadaj na zadnjem mostu bel horizont v enem kosu, to je bela zavesa, ki se jo lahko uporablja tudi recimo za določene projekcije, ali pa za določene prireditve, ne vem, če pride revija otroških pevskih zborov, da to ni pol komrliška verca, da je vse črno, kakor je ponovadi za gledališče, ampak se enostavno črna kritja razmakne in ostane belo celo kritje. Zdaj za samo obešanje predvideni so zelo podobno kot so zdaj, ampak bolj razdeljeno glavni most, zadnji most, dva stranska mostova z konzolami za luči, za zavese, da se lahko te zavese sname, obrača, premika in potem je predvideno še dva nosilca vzdolžno, ki bosta predvidena opremljena z dvemi motornimi cugi, na katere se pa lahko dodatno še pripenja karkoli pač bi kdo zunanji prišel pa si želel. Tako da bo za recimo, če bo hotel obesiti, ne vem, transparent revija pevskih zborov, bo to stvar, da bo to tehnik naredil v 10 minutah ali pa ne vem, karkoli drugega. Zdaj, kar se tiče same projekcije, kulturni dom tukaj zdaj, on že razpolagajo vaši z določeno opremo, ne vem, kvaliteten videoprojektor je tam. Zdaj, če bo prišel nov projektor za kino, se ta projektor lahko uporabi recimo na poziciji portalni most in projicira na platno čez nastopajoče. To se lahko uporabi, ne vem, če je revija pevskih zborov, se lahko od zadaj projicira, ne vem, zdaj je ta zbor, program tega zbora, kdo je zborovodja, karkoli je pač relevantno za to. Tako da projektorja vsekakor bosta dva. Pozicija na tem mostu bo taka, da se bo ta projektor lahko tudi snelo in postavilo po potrebi pred oder, recimo za nekaj projicirati. To je pol že stvar neke, ko bi rekel, premišljene inštalacije. Zdaj tako gre vse preko računalniške mreže, pomeni to bo neka dodatna inštalacija, računalniška scena za sceno in multimedijo, ki bo služila za video, za audio prenose, za lučne komande, za karkoli bi kdo mogoče tudi 10 let naprej lahko to uporabljal. To pomeni, ta inštalacija ima potem pozicijo seveda v kontrolni kabini, lahko so talne doze, lahko so na mostovih, lahko je od zadaj, kjerkoli bi nekdo to pač uporabljal. Ali je to zunanje, ali so to pač vaši za vaše prireditve. Hvala. Hvala. Še kakšno? Kajle. Tadej Premk iz plesnega kluba iz Litije. Na hitro ste prej omenili glede garderob. Vemo, da tisti, ki imamo tukaj noter prireditve, da je velikokrat težava število pač koliko je garderob, koliko je tukaj v bistvu kaj predvidenih sprememb in pa še glede same velikosti odra, a ostaja odr v istih merah ali se bo mogoče tukaj kaj podaljšval, samo toliko, da pač ker pri plesalcih je kar pomemben in mi nažalost ne moramo tukaj noter izvajati prireditev, ker recimo 10 odraslih lahko nastopa, kar je pa že več, je pa že potem prostorska stiska. Verjetno sam oder levo-desno se verjetno ne more večati, ampak mogoče globino pa, če ste kaj o tem razmišljali. Hvala. Zdaj, samo oder, zdaj ne vem, gospod Urob, mislim, da smo ga malo povečali, pa da ni več te oblike, da je predviden kot pravokoten. Mojih izkušenj, kakor sem recimo okoli gledal, je ta oder kar velik, ker marsikje v bistvu nimajo pol tega. Zdaj to še ne pomeni, da vas pa to potolaži, ampak ni predvideno, da bi se ta oder daljšal naprej, zaradi tega, ker je pač zmeraj želja
uprave, da pač ima čim več sedežev, zato da se zadeve pokrivajo, ne. Zdaj, mi bomo vsekakor šli s temi stranskimi kritji v bistvu maksimalno nazaj in ob straneh levo, desno bo možnost, ali bojo stranske noge, pomeni dostopi za nogami, ali bojo stranska kritja, da se bo noge pobralo na most, pomeni, da se dobi tako rekoč širino od stene do stene, recimo minus tisti 1 meter na vsaki strani, ne. Za ples, recimo za diagonale. Zdaj za garderobe, jaz ne vem, če bom prav povedal. Bomo tukaj odgovorili. Zdaj, garderobe so predvidene v nadstropju. Zdaj, mogoče, če lahko pogledamo tloris nadstropja. Zdaj, seveda smo bili omejeni s prostorom, ne, pač mišljeno je prenova sanitarij, se pravi moške, ženske sanitarije, ter zdaj ne vem, tamle mogoče se vidi desno od levega stopnišča so te garderobe, zdaj težko rečem, za koliko ljudi, seveda največ, kot je možno. Je pa to seveda druga faza. V tej fazi, ki jo sedaj projektiramo, se to ne bo še prenavljalo, ne. Mislim, da jih je največ, kot jih je lahko, zdaj ne vem točno, koliko jih je, no, ampak 102 moške in ženske predvidene, ne. Hvala lepa. Tule imamo še vprašanje. Gospod Gorup je omenil sedeže, ne. Eno je res, pri tem je treba skrbeti, ne, da se določene zadeve pokrivajo. V Litiji je pa v tej dvorani ogromno zadev, ki niso na profitni osnovi in so obiskovalci številni, ne. In zelo lepo ste opisali, kje vse bo prišlo do izboljšav. Ko smo pa sodelovali z ekipo, ne, pri načrtovanju prenove, je bil pa en od pomembnih ciljev zadržati vsaj sedanje število sedežev. In to je bil kar velik zalogaj priti na to število sedežev ob omejenem prostoru sedanje dvorane. In po mojem vedenju se je to doseglo samo tako, da se je tehnična kabina, o kateri pomembnosti je gospod Gorup tudi večkrat govoril, naredila tako z enim balkonom zadaj na zadnji steni. Pa me zanima, a je ta balkon zdaj vključen in bo končno število sedežev tolikšno? Ja, da, to je zdaj že v tej fazi se projektira. Odlično, super. Morda še kakšno vprašanje? Tamle zadaj. En lep pozdrav, Petra Cilanšek. Jaz bi imela pa mogoče 2-3 vprašanja. Najprej me zanima, če boste vse te predloge in vprašanja, ki ste jih danes slišali na javni razgrnitvi, upoštevali oziroma poskušali vključiti v nadaljnje projektiranje. Potem pa bi se mogoče malo dotaknila tudi financ. Kot občinska svetnica smo se zadnje čase kar veliko na občinskem svetu ukvarjali tudi z KC Litija. Mislim, da je to neka prioriteta, ki jo moramo v občini nujno podpirati in pač mora biti prioriteta tudi pri financiranju, pa vendar. Na enih od zadnjih sej je bilo rečeno, da bo obnova stropa, ki je trenutno najbolj problematična, vrednost tega okrog 130 000 evrov. Mi bomo najkasneje septembra, če sem prav razumela, leta 2026 dvorano zaprli za 1 leto. Kdaj pričakujemo, kakšna je časovnica, da bo strop saniran in kakšna je finančna konstrukcija celotne te odlične, zaenkrat idejne zasnove, ali bomo, kako bomo v 1 letu vse to, kar smo danes videli, sfinancirali, kje bomo vzeli ta sredstva. Glede na to, da vemo, da je iz popoplavne obnove občina prijavila okrog 400 000. Predvidevam, da ta obnova danes, s kateri smo se pogovarjali, ne bo samo 400 ali pa pol milijona. Zato mogoče je odgovorno, da rečemo še kakšno temo na področje financ, da ne bomo imeli vsi tukaj ob taki sliki prevelike upe, pa nočem biti pesimistična, ampak
mogoče da jasno komuniciramo faze, torej gremo najprej v obnovo stropa, kaj pa potem? Hvala. Podžupan morda. Hvala za to vprašanje. Mogoče bom kar žogico vrnil, ne? Ja, svetniki boste mogli biti zelo darežljivi, da boste dvignili roke za, se pravi, ta ključen projekt, ne? Zdaj eno, popoplavna obnova, mislim, da je številka malo drugačna kot 400 000, ne? Tista številka, mislim, da je tam okrog 800 000, ampak tudi to vemo, zdaleč ne bo zadoščalo za to realizacijo. Glejte, jaz mislim, da smo tukaj zdaj jasno pred odločitvijo, ne? Ko se bo posegal v ta projekt, ga bo potrebno zaključiti in to zaključiti v enem letu. In če denarja z lastnimi viri, pa poplave, pa mogoče še kakšna dodatna sredstva, ki bi zagotovo bila nujna. Jaz si zagotovo, moram čisto odkrito povedati, zavzemam za sistem, da bi država občinam dejansko za vse infrastrukturne projekte dala tako manj odpisan DDV. Se pravi, da ne bi bilo potrebno plačati davka na dodano vrednost in marsikakšen razpis sploh ne bo treba, da bi ga delali v državi z tega naslova. Bistveno bi poenostavili postopke, ne? In občine bi prejele več, kot mogoče zdaj na kakšnem razpisu prejmamo. Ampak zdaj, to so lahko tudi še pobožne želje, ne? Mislim, da bi bilo pa dobro o tem razmišljati. Ključno je pa nekaj drugega. Občina Litija je v zadnjih obdobju bistveno zmanjšala svojo zadolžitev. In če bo potrebno manjkajoči denar zagotoviti, potem jaz mislim, da je enkrat pa prav, da tudi za kulturo nekaj damo in občina najame tudi kredit, zato da dokonča in ga tudi lahko najame. Tako da jaz mislim, da je to ena taka obveznost, ki jo moramo storiti. Hvala. Še eno vprašanje. Pozdravljeni, Šala Monorog, tehnične službe Cankarjevega doma. Eno vprašanje bi imel ali pa dve. Najprej za gospoda Gorupa, se pravi, kako so zamišljene komande za odrsko tehnologijo, ali se vse upravlja samo z kabine ali tudi obstajanje iz odra. Dodatno k temu, se pravi, vsi cugi so bili omenjeni verjetno kot linijski, bo še kakšen točkovni ali pajk, kot se temu včasih reklo. To za enkrat, no pa tretja stvar, se pravi, poleg akustike mogoče, ja, pobožne želje, strop, prilagodljivo, morda kaj v smislu bi vsem vprašal za vprašanje požarna varnost, se pravi, če bo v dvorani 300 ljudi, a se to kaj naslavlja, zato da bo stvar po novih standardih, ker bo seveda postavljena na novo. Hvala. Hvala za vprašanje. To morda... Požarno varnost je pač strokovnjak za požarno varnost, ki vsako stvar preuči in potem reče ja ali ne oziroma izda neke napotke. Kar se mene osebno tiče, pa mislim tudi ostali projektanti, čim manj gorljivih materialov že v štartu, ne, da ne bo, mislim, ko gledamo to, kaj se je v Švici zgodilo zaradi nekega nesrečnega poliuretana, tukaj se pač gre že v štartu čim manj gorljivih materialov, ampak ta požarni inšpektor ima to čez. Zdaj bi se še dotaknil števila stolov. Stole se do neke mere da stiskati, ampak ljudje rasemo, ne, generacije so večje, pomeni tisti normativi, ki so bili pred 30 leti, zdaj ne veljajo. Potem so še ti požarni, v bistvu pa zasilni izhodi, tako da število sedežev je pač maksimalno, kar se je dalo, več se pa ne da. Zdaj glede tega, kar se tiče pa odrske tehnologije, možnost upravljanja z lučmi, ozvočenjem, videosistemom bo v kabini, bojo povsod centralizirani vklopi, pomeni, da nekdo, ko bo prireditev končana, ne bo rabo hoditi po celem odru pa gledati, ampak bo izklopil vse. Možnost bo priklopa tonskega pa lučnega pulta pa video krmiljenja tudi nekje ob vhodu na oder pri eni stvari, ko se reče kunštno-inspicientski pult, ampak to je ena taka mala mizica, kjer bo isto komanda možnost ali od tukaj ali celo od tam luči krmiliti, ozvočene krmiliti, video krmiliti, zavese odpirati, zapirati,
vklapljala direktne vklope za to LED razsvetljavo, scensko. Poleg tega smo predvideli še nekje v sredini parterja neke mrežne priključke pa napajanje, če bi kakšen tonski tehnik pač si želel, bomo rekel, mi ne ustreza tista kabina, da se lahko pač na izpostavljeni poziciji sredi dvorane priklopi. Kar se tiče zdaj odrskih vlekov, tukaj sta predvidena dva odrska vleka trenutno, poleg portalnega mostu, srednjega in zadnjega mostu in levi in desni most, ki imajo že itak nosilne cevi za reflektorje oziroma za to drugo tehniko, ki se lahko tja obesi. Sta pa ta dva i-profila, ki bosta šla vzdolžno, dostopna in če nekdo pride na gostovanje in si želi sam recimo uporabljati pač več neki teh tehnike, si jo lahko pač sam prinese. Zdaj, ali bo to enostaven škripert, da si obesi nek lestenc recimo na sredo, si bo to lahko v bistvu naredil. Je pa, kar je predvideno, te tehnike nekje predvideno, ker to je lahko tudi igra brez konca, pomeni dosti opreme in draga oprema in ne vem se kaj, so stvari, ki se mogoče nikoli ne bojo rabile. Nekje se je treba pač ustaviti, mi smo se omejili, uporabili bomo tudi, kar imajo oni že obstoječe v hiši, recimo novo ali relativno novo, da se pač to ne kupuje brez potrebe. In v bistvu delamo tehniko in zasnovo in objekt v bistvu za vas kot publika, za vaša kulturna društva, za vaše pevske zbore, za kdorkoli to je. To ni mišljeno zdaj za recimo nekega nastopajočega, ki bo prišel od nekje, da se bo to njemu ustreglo. To je predvsem za vas, nastopajoči, če pa rabijo neki čist ekstra, si bojo to sami v sabo lahko prinesli. To je v bistvu vam namenjeno. In vsaka stvar, preden se bo nekaj recimo nabavljalo ali izbiralo, se bo posvetovalo s vašimi fanti in ne kupovalo nekih cestno dragega, ampak neko tako opremo, ki je v nekem takem srednjem nivoju, tudi finančno in tehnično, da zadovolji v bistvu tem potrebam in da bo možno to sfinancirati. Hvala, gospod Gorup. Morda še kakšno vprašanje? Ja, še eno vprašanje imamo tamle. Lep pozdrav, Saša Pucelj Kukovica. Mene zanima, saj lahko, da je bilo že rečeno, ocenjena vrednost projekta, pa zdaj tudi ne vem, če sem čisto dobro razumela, ampak kakor ste prej govorili, se pravi, v enem letu ne bi bilo to realizirano, se pravi, čez eno leto bomo mi gledali to sliko, kaj jo danes tamle vidimo, ali nisem prav razumela, mislim, po kakih fazah gremo zdaj mi s tem projektom. Aj, če lahko to pojasnite. Hvala. Ja, jaz bom v tem trenutku samo o ambiciji, dokdaj je treba to zaključiti. Jesen 2027 bi bilo res dobro, da bi bilo to zaključeno, ampak o številkah pa jaz ne moram v tem trenutku še čisto govoriti. So ene okvirne številke, ampak je po moje zelo preuranjeno. Ediča, že kdo od projektantov lahko kaj več pove. Mislim, da je tako, kot je gospod župan. Mislim, v bistvu zdaj na osnovi idejne zasnove je to težko oceniti. Ko se dejanska ocena se bo vedela, ko bomo končali z projekti za izvedbo. Dobro, hvala. Na tej točki bi tudi jaz to želela mogoče vprašati. Najprej je bilo govora 2 leti, zdaj 1 leto, super optimistično, ampak kakšen pa je plan B oziroma kaj sledi, če se zadeva ne uspe realizirati v 1 letu? Se pravi, se delo nadaljuje tako, kot je zdaj zamišljeno, glasbena šola, mladinski center IPD, ali imamo še kakšne možnosti oziroma kakšne ideje? Zdaj, glede na vse besede, mislim, da plan B ravno ni v ospredju, ampak vendarle morda ostajamo 2027, gospod župan. Če lahko samo, dejansko zdaj se projektira sama dvorana s tem delom zadaj. Se pravi, to bo narejeno. Zdaj, druga faza je pa vse ostalo, kar vidite na teh računalniških animacijah. Dobro, hvala lepa. A lahko sem še to, za nas lajke, mogoče pa če po domače poveste, kaj to pomeni, da se projektira ta del zadaj, o čem, ne to, da
gledamo po drugih. To je tle kot je skladišča nakladalna ploščad za samo dvorano, za vnos opreme, scen in tehnologije in podobnih zadev. Ne? Hvala. Hvala. Mislim, da smo takole izčrpali vprašanja. Hvala lepa vsem vam tudi za ta vprašanja dodatna in mislim, da smo tudi uspeli dokaj dobro pojasniti. Seveda pa verjetno je vse skupaj odvisno tudi od prijaznosti časa in razmera, ker vendarle nismo v nekem mehurčku, vemo pa, kaj se nažalost tudi dogaja, pa upajmo, da ne bo imelo vpliva na prenovo te dvorane. Takole ob koncu bi vas rad povabil še na prvi del razstave s fotografijami prvih 50 posameznikov, Litjanov in Litjank, ki so prispevali svoje izjave ob 100-letnici dvorane in ob tej obletnici posneli tudi video izjave, ki so z dvorano bili povezani tako ali drugače. Vsi so delili svoje spomine na dvorano, zanimive zgodbe, želje, prihodnost. Videi se vrtijo v modri sobi, razstava pa seveda v preddverju na ogled vsem, kamor vas tudi ob tem zaključku vabim. Hvala vsem gostom, hvala lepa. Kaj ne rečem, držimo pesti, da bodo stvari šle po pravi poti, sem pa prepričan, da tudi če se pojavi še kakšna ovira, kultura v Litiji zagotovo ne bo umrla. Tako da hvala lepa za obisk, hvala lepa za kulturo, pa srečno.